Tako, prvo okopavanje že poteka in sicer 14 dni po setvi. Pogoji so odlični, tukaj je malo lažja zemlja, tako da se v bistvu tudi lepo usušila. Dela se perfektno, približno tam okoli 5 km/h. Tako, začeli smo z drugim okopavanjem koruze. Pogoji so odlični, zdaj bomo pa videli, kaj dejansko mi delamo. Od prvega okopavanja je ostal pas tukaj med koruzam, ki je zelo zelen že ratu. In v bistvu, kaj mi zdaj naredimo, mi zasipamo koruzo zemljo, tako da v bistvu vse te plevele, vsaj večina njih, zasipamo in ne bojo več mogli odgnati naprej. Koruza pa ta cajt naredila senco in bo v bistvu čista vrsta. Moramo biti pa kar pogumni, ko to delamo, ne smemo šparati s hitrostjo, tako da delamo okoli 8 km/h, pa ne smemo se bati, da bomo polegli koruzo, ker pač jo dejansko moramo zasipati. In čeprav ni še tukaj, bi rekel, trpežna, se to da narediti. Tako, ker je letošnja tematika, bi rekel, na YouTube bolj kot ne koruza, smo zdaj prišli tudi do v bistvu tretjega okopavanja na tej parceli. Okopavamo z okopalnikom znamke Sfogija, to je ena italijanska znamka, smo zelo zadovoljni, no, že vrsto let delamo z njem, je pa 6-redna izvedba. V zadnji za traktorjem imamo pa zdaj na novo v bistvu tudi rahlalnik, tukaj da nam v bistvu zemljo za kolesi privzdigne. Pa mi češ to kar pokazati? Ja, ajde, idemo. Da vidimo. To si doma zmontiral, ali kak? Ja, to smo doma nametali skupaj par kosov železa. Zgleda pa tako čisto preprosto, no. 2 motkice na vsaki strani od predsetvenika, pa manjkajo še v bistvu kotači, ko bojo držali višino, ker zdaj nam malo noter potegne, ampak to je še vse v izdelavi, tako da bo. Zakaj pa to sploh dobro, da uporabljaš? Ja, fajn je zaradi tega, ker spredi imamo okopalnik in pol ti povoziš tisto, bi rekel, vrsto. In pol se tisti pleveli spet pridejo v stik z zemljo in začnejo hitreje rasti. Zato pa je fajn, da v zadnji prerahlamo, pa tudi zaradi tega, ker je tam pač zemlja bolj potlačena in zdaj v bistvu to mečkim privzdignemo. Pa zakaj sploh okopavaš, ko vidim, da v bistvu sploh ni neke pleveli tle? Ja, veš kaj je, v bistvu letos smo 2-krat okopavali, kar prav cajt smo to naredili, enkrat je šlo tudi česanje čez, ampak bomo v bistvu zdaj mečkim zasipali koruzo, zaradi tega, ker je dosti vroče, vihajo se že listi in okopavanje bo v bistvu prekinilo to izhlapevanje vode iz tal, no. Tako da zato delamo zdaj še en prehod, pa nič ne škodi, tu pa tam, če je več plevela, še lepo zagrne. Pa tukaj je tudi bolj peščena verjetno zemlja, zato je še prej bolj suha rata, ne? Tako je, ja. Sicer pa letos opažam, da se tukaj kar dobro obnesla sama zadeva, no. Tako da v bistvu tudi tukaj še ni take hude krize, ko mogoče tudi kje drugje še, no. Glede suše. Pa češ gremo tam pogledati, ko je že okopano. Tako je, pejmo pogledati, da vidimo, kaj smo dejansko naredili. Tako je, evo ga, tukaj smo zdaj na okopani površini, vidimo, da koruza je lepo zasipana, so kar lepe gredice, ratale, tudi ostalo je brez plevela praktično, zdaj bo ona še dobila nek zagon, bo še zrasla, zaprla vrste lepo in bo to v bistvu, bomo čakali žeto. Te mi še malo v tem stroju, ki je več povej, no? Ja, drugače je v bistvu to bil mišljen okopalnik za vzadi, se pravi za traktorjem za 5-ga, ampak mi smo to preuredili in prestavili za naprej. Zakaj? Zato, da smo lahko bolj natančni. In je v bistvu zdaj veliko lažje okopavati, sam vhod vrste in pa v bistvu tudi lahko ujamemo to, bi rekel, tam do 10 cm recimo je tega neobdelanega prostora, drugo pa vse. Zraven je tudi dodatna oprema, se pravi diski. Zakaj? Zaradi tega, ker ko je nižja koruza,
mi moramo koruzo zaščititi, da je ne zasipamo. Se pravi, prvič jo okopavamo tam pri 3-4 listih in takrat je to zelo potrebno. Potem, ko jih pa ne rabimo, pa tudi že dvignemo gor in v bistvu potem lažje zasipavamo samo koruzo. Kak je pa kaj na konc njive, ko ne vem, ko ni pravokotna njiva, rečem, ko imaš v špico? Tako, lahko v bistvu dvigujemo vsako stran posebej, se pravi, lahko dvignemo te dve enote, pa une dve enote posebej. V tem primeru minimalno delamo 3 vrste. Kje se pa pač ne da, kje je preveč v konus, se moraš pa samo odločiti, kak boš, ko prvič okopavaš, kak boš ven hodil, kak ne boš in si pač pol tam zarežeš pot. Kak je pa kaj s tem, ko koruzo povoziš? Zdaj tak, pri prvem okopavanju, pa tudi pri drugem okopavanju še ni tako kritično, zaradi tega, ker se v bistvu ona kar pobere, sploh ko je še res mala. Potem pa, ko je večja koruza, pa pač tudi gledamo, da čim manj povozimo. No. Prej sem tudi videl, da imaš v bistvu skoraj že GPS, ali ga imaš, nimaš, ne, verjetno. Kaj si vsakih 6 vrst si lepo šel, no? Tako je, ja. To si pol naštudiraš, pač če na koncu njive ni potine, da bi jo lepo obračal, dvigneš gor priključek in zapelješ v bistvu v polkrog, tako da eno preskočiš linijo, pa greš v drugo in se direkt izpolne. No. Tukaj ima v bistvu koloteka traktor, da se fajn poklopi zadeva. Drugače pa ja, ko si že omenil GPS, naslednjo leto to več ne bo težava, zaradi tega, ker bo v bistvu tudi predvidevamo, da nam bo uspelo sijati koruzo z GPS-om in potem tudi okopavati, kar pomeni bolj natančno okopavanje, manj gaženja koruze in pa v bistvu pač na koncu večji pridelek. No. Zdaj se držimo tam od 8 pa do 10 km/h, lahko bi šli še hitreje, ampak potem je že problem samo zasipavanje koruze. Poraba je pa zdaj kar malo bolj konkretna, lahko kar povem, tam okoli 10 litrov na uro. Ampak v bistvu tudi veliko naredimo s tem, delamo, če je lepa parcela, lahko delamo tam okoli 3 hektare gladko.